Cel teden sam za to špico živim. V naši deželi na sončni strani Alp smo ta teden praznovali najbolj žalostno Martinovo do zdaj. Namesto, da bi se skupaj s prijatelji poveselili in kaj dobrega popili, smo letos ostali doma in ga pili od žalosti. Čeprav je odpoved množičnih martinovanj boleča za praktično celotno državo, je daleč najhujš na Štajerskem. Poglejmo zakaj. Jaz mislim, da je to praznik, ki je nekako vključen v naše gene, pravzaprav v gene vseh tistih, ki izhajamo iz vinorodnih okolij. Ja, vino je za velik del Slovenije nekaj, kar imamo enostavno v genih. Če že ne v genih, pa vsaj v krvi. Nekaj od tega ziher. Ker je veliko pridelovalcev vina ostalo brez dobršnega dela dohodka, se državljani že sprašujejo, če jim lahko kako pomagajo. In ne boste verjeli, lahko. Če kdaj, potem sedaj potrebujejo našo pomoč, da jih obiščemo, potolažimo s tem, da si privoščimo njihov pridelek. A ja, na tak način se lahko pomaga vinarjem. Sem mislil, da moraš na 1919 poslati vino 5. Kakorkoli že, to so odlične novice. Ne samo, da bomo lahko vseeno uživali v letošnjem vinu, če ti bo žena težila, zakaj moraš biti vsak dan pijan, lahko mirno odgovoriš, ker tolažim naše vinarje. Baba. Baba. Najlažja dobrodelna akcija Gor ali dol, razočaranje nad odpadlim množičnim praznovanjem svetega Martina je vseeno veliko. Celo tako, da naj bi v Mariboru že iskali smiselni nadomestni datum. Neuradno naj bi bila v igri 15. in 19. december. Na prvega namreč goduje sveta Kristina, ki nalije ti vina. Na drugega pa sveti Urban, ki poskrbi, da si nažgan. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.